Spoštovane državljanke, spoštovani državljani, lepo pozdravljeni na redni novinarski konferenci o izzivih COVID-19. Danes sta z nami dr. Milan Krek, direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki bo spregovoril o trenutnih epidemioloških razmerah pri nas in po Evropi, ter misijonarka, gospa Zvonka Mikec iz Mozambika, ki bo spregovorila o trenutnih razmerah v tem delu afriške celine. Oba gosta lepo pozdravljam. Novinarsko konferenco pa kot običajno tudi danes začenjamo z včerajšnjimi epidemiološkimi podatki. Včeraj je bilo opravljenih 5435 PCR testiranj in 21601 hitri antigenskih test. S PCR testi je bilo včeraj potrjenih 881 novih okužb. Poglejmo te podatke prikazane še v prvi tabeli. Kot rečeno, število pozitivnih testov je včeraj znašalo 881, to pomeni, da je delež pozitivnih PCR testov včeraj znašal 16,2%, to je nekoliko manj, kot smo poročali, da je delež znašal včeraj za predhodni dan, ko je znašal 17,5%. Glede na včeraj potrjene okužbe izstopajo naslednje občine. V Celju so potrdili včeraj 34 novih okužb, v Žalcu 23, v Velenju še nekoliko manj 19, v Dravogradu in Šentjurju 14, v Ilirski Bistrici in Končevju pa 13. Tudi v Domžalah so včeraj potrdili 13 novih okužb, v Kamniku pa 28. Tudi v Kranju je bilo včeraj potrjenih 28 novih okužb, v Radovljici 16, Škofji Loki 2 manj, se pravi 14, v Novem mestu so jih potrdili 20, v Trbovljah pa 16. V Izoli je bilo včeraj potrjenih 17 novih okužb, v Kopru pa 28. Iz Ljubljane poročajo, da so včeraj potrdili 97 novih okužb, v Mariboru pa so jih našteli 31. Kot običajno si sedaj poglejmo še dva grafa. Prvi prikazuje 14-dnevno število potrjenih primerov na 100 tisoč prebivalcev Slovenije po statističnih regijah. Na ravni države 14-dnevna incidenca znaša 514,6. Iz grafa je razvidno, da še vedno ostaja obalno-kraška regija tista regija, ki ima najvišjo incidenco, ta znaša 862,5. In iz grafa je lepo razvidno, da je razlika med regijo, ki ima najvišjo 14-dnevno incidenco, in med tisto, ki ima najnižjo 14-dnevno incidenco, to je posavska regija, precejšna. Podobno razmerje prikazuje tudi naslednji graf, ki prikazuje 7-dnevno število potrjenih primerov na 100 tisoč prebivalcev. Na ravni države znaša 7-dnevna incidenca skoraj 260. Tudi tu ostaja obalno-kraška regija tista regija, ki ima daleč najvišjo incidenco, znaša 432. Na spodnjem delu grafa pa kot običajno ostajajo 3 regije, Pomurska, jugovzhodna Slovenija in pa Posavska regija, kot tiste 3 regije, ki imajo najnižjo 7-dnevno incidenco. Sicer pa 7-dnevno povprečno število potrjenih primerov po danes objavljenih podatkih NIJZ znaša 780. Včeraj smo poročali, da je znašalo 784. Žal moramo danes poročati o povečanju števila COVID-19 pacientov v naših bolnišnicah, in sicer se danes v bolnišnicah zdravi 10 pacientov več kot včeraj, njihovo skupno število znaša 521. To je lepo razvidno tudi iz zemljevida, ki je sedaj viden na vaših zaslonih. Država je še vedno v skladu z načrtom sproščanja ukrepov obarvana oranžno. Oba pogoja za oranžno fazo sta še vedno izpolnjena, medtem ko pogoja za prestop v rumeno fazo na ravni države še nista izpolnjena. V skladu z odločitvijo vlade, ki je bila dokončno sprejeta včeraj, sta 2 regiji obarvani rumeno, to sta Posavska regija in pa regija jugovzhodna Slovenija, a zgolj za ukrepe, ki so v pristojnosti Ministrstva za gospodarstvo, in še tole v določenem delu, ki se nanaša na odpiranje teras gostinskih lokalov za en teden. Obalno-kraška regija, tako kot že cel teden, ostaja še vedno rdeče obarvana. Poglejmo še podrobneje razmere v naših bolnišnicah. Kot že rečeno, se danes tam zdravi 10 pacientov več, kot smo poročali dan prej. Na intenzivni terapiji imamo danes 85 pacientov. Skupaj je bilo sicer včeraj v bolnišnice sprejetih 46 pacientov, iz bolnišnic pa je bilo skupaj odpuščenih 32 oseb. V ljubljanskem UKC se danes zdravi 181 oseb,
od tega jih 26 potrebuje intenzivno terapijo. Tudi včeraj pa smo žal ponovno imeli smrti. Umrle so 4 osebe. Iskreno sožalje vsem ob izgubi bližnjih in svojcev. Za konec tega dela novinarske konference poglejmo še graf. Ta kot običajno prikazuje število oseb, ki so bile sprejete oziroma odpuščene iz naših bolnišnic. Še vedno opažamo trend zniževanja pacientov, ki potrebujejo bolnišnično oskrbo, s tem, da je danes bilo sprejemov v bolnišnice nekoliko več, na včerajšnji dan, odpusta pa je bilo včeraj nekoliko manj kot dan pred tem. Pa poglejmo še numerični prikaz teh podatkov. Kot že rečeno, danes imamo v bolnišnicah 521 pacientov, na intenzivni negi pa 85 pacientov, kar je en manj, kot smo poročali včeraj. Na navadnih oddelkih se danes zaradi COVID-19 zdravi 436 pacientov. S tem zaključujem prvi del novinarske konference in k besedi vabim direktorja NIJZ, dr. Milana Kreka. Izvolite. Dober dan. Naj začnem s sliko Pirana, Primorske, kjer se že cvetijo mandule. To vemo, po primorsko se reče mandule, sicer so to mandeljni. In diši po pomladi. In bi to začel v pomladnem duhu. Kajti preteklo je 1 leto, ko smo zaznali prvega okuženega v Sloveniji. Pa samo nekaj številk, da bomo bolje razumeli to leto. 935.768 testov PCR smo naredili v tem času in 959.000 testiranj s hitrimi antigenskimi testi. Skupaj smo odkrili 194.165 pozitivnih in 4.113 se je poslovilo od nas. In od tega, to je pač 2,1% vseh odkritih. Umrli se pa razdelimo polovico v DSO-jih in ostali prebivalci druga polovica. To je ena kratka bilanca. Zdaj še malce, kako so obremenjene regije s temi številkami odkritih, in lahko vidite, da je zopet najbolj obremenjena Pomurska regija, potem sledi Posavska, Koroška, jugovzhodna Slovenija, Gorenjska, Savinjska in na koncu Obalno-kraška, ki ima skoraj enkrat manj okuženih v tem času, kakor pa Pomurska na 100.000 prebivalcev. Naprej. No, če gledamo današnje podatke, vidimo, da se nam v zadnjih dnevih številke rahlo dvigujejo. Temu sledi tudi trend in opozorilo pravzaprav iz tega mesta. Zelo pomembno je, da morda prehajamo v nov val in zelo pomembno je, da se še bolj striktno držimo pravil, ki jih že vsi zelo dobro poznate, pa jih ne bi tu ponavljal, ampak dejansko zdaj je čas, da to vzdržimo tudi zato, da bomo vzdržali odprte šole. Potem 7-dnevna povprečna vrednost v Sloveniji, tudi vidite, da se ustavlja zadnjih nekaj dni, kar več kot teden dni, stojimo na mestu, kar je tudi slab pokazatelj in kaj hitro se lahko obrnemo navzgor, še posebej, če vemo, da imamo v hiši neljubega gosta ali dva, zdaj sta že dva, to se pravi britanski sev in pa južnoafriški sev virusa. No in tule sem vam skušal pokazati, kako se razmnožuje ta angleški sev v slovenskem prostoru. Vidite, da gre za eksponentno krivuljo in počasi ga bo vse več v slovenskem prostoru. In ker je definitivno bolj kužen kakor stari virus, je dejansko potrebno zelo poostriti preventivne ukrepe. Tudi po regijah, po regijah nam rastejo.
To je tudi napoved nekega premika v smer, ki jo ne želimo, ampak izgleda, da se bo pod vplivom tudi tega britanskega seva razvoj epidemije mogoče celo poslabšal v naslednjih dnevih. Naprej. Tudi če gledamo na slovenskem nivoju, gre preko 1 in to ni dobro, pomeni, da se več ljudi okuži, kot jih je, vsak dan imamo več okuženih ljudi, no, to pomeni. No, potem imamo presežne umrljivosti. Zdaj sem vam že na zadnji konferenci, ko sem tule govoril, pokazal ta zemljevid. Ta zemljevid je zdaj še ponovno spremenil barvo in imamo še manjše število presežne umrljivosti, kar je dober podatek in smo lahko na njega zelo ponosni. Tole pa starostna struktura obolelih. Nam trenutno obolevajo predvsem ljudje v starostni skupini med 25 in 55 let. Lahko bi rekli delovno aktivna populacija. Srečo imamo, da nam oboleva manj ostarelih. To pa zato, ker ravno ostareli povečujejo zasedenost postelj in tudi povečujejo umrljivost. Tako da je z tega vidika v tem trenutku epidemiološka situacija dobra, ker se predvsem okužujejo mladi. Je pa seveda, moram zdaj pa spet opozoriti vse, ki hodite na obiske k ostarelim, da skušate imeti 7-dnevno karanteno, preden greste k njim, ker je to najboljši način, da jih ne boste okužili. Naprej. No, to je pa pregled po starostnih strukturah in tule lahko vidite, da nam starostna struktura 85 in več počasi upada v deležu okuženih. To pa predvsem zato, ker smo že visoko precepili ostarele nad 80 let in imamo na ta način seveda zaščitene in se je tam bolezen ustavila. Imamo pa, če date še nazaj, imamo pa problem v 65 do 74 let, kjer zdaj tudi aktivno bodo v naslednjih tednih tudi ta skupina pocepljena, tako da bomo morda do konca meseca imeli pocepljene najbolj rizične skupine, kar bo pa zelo dobro. In se bojo te krivulje zelo umirile. Naprej. No, če govorimo o Evropi, Evropa ima nov val, najhujše je na Češkem, pa tudi v drugih državah ni boljše. In pri tem bi vam rad samo rekel, da predvsem igra vlogo tu ravno ta novi sev virusa, predvsem britanski, ki je v nekaterih državah dosegel recimo na Češkem 80%, v Franciji 50% in tako naprej. Zato je treba seveda biti zelo pozoren v naslednjih tednih, da se virus ne razširi hitro tudi v naš prostor.